Jaz sem na Hrvaškem obiskovala osnovno šolo, kjer so pač Romi imeli ločen vhod. Tudi če si sprejet v družbi, vseeno je nekako podzavestno v tebi tisto, zdaj bodo pa, ko bodo izvedeli, kdo sem, kaj sem. Jaz mislim, da vsi, tudi mi Romi, kot vsi ostali otroci, moramo imeti nek cilj. Moramo ugotoviti v sebi, kaj si sploh želimo narediti v sebi, in potem je vse lažje. Moja gostja je Nataša Horvat, romska aktivistka. Nataša, pozdravljena. Lep pozdrav tudi vam. Povejte mi, koliko se je dejansko po vaše, ker ste pač ena izmed njih, spremenilo recimo za Rome situacija, pa začniva v Sloveniji? Pa če pogledamo pred 27 leti, ko sem jaz prišla živeti v Slovenijo, se je stanje veliko spremenilo, ampak na boljše. V tistem času so se še Romi nekako borili za obstoj, za mesto pod milim nebom, saj sami vemo, da so Romi vedno bili preganjani in nimajo svoje države in pač tam, kjer se je njim zdelo, da bodo imeli mir, tam so se naselili. Nekateri so še danes na tistih območjih, tako da nekoč je bilo to tako, da je bilo manj izobraženih Romov, manj zaposlenih Romov, danes je pa to čisto drugače. Ja, kaj točno počnete? Ja, tako je, že 5. leto delam preko projekta Večnamenski romski centri Slovenije, ki ga financira MDDSZ. Projekt izvaja Ljudska univerza Lendava. Več ali manj nudimo pomoč mladostnikom in otrokom, tudi z starejšimi se veliko ukvarjamo. Imamo tudi projekt socialne aktivacije na Ljudski univerzi, tam tudi pomagam, tam se pa ukvarjamo z romskimi ženskami. Trenutno izvajamo program za 3. skupino, do konca projekta moramo imeti še 2 skupini teh romskih žensk. Kaj pa točno, recimo, kakšen je to program, ko ste rekli, da se ukvarjate z ženskami romskimi? Pogovarjamo se o različnih zadevah, pomagamo jim nekako, da pride do željenega cilja. Nekatere punce so zelo mlade, zapustile izobraževalne programe, želijo si nadaljevanja izobraževanja, potem tiste, ki rabijo pomoč pri vzpostavitvi kontakta z različnimi delodajalci. Tudi to delamo, da namesto njih se pogovarjamo z delodajalci, poskušamo jim urediti, da jih vzamejo na različna usposabljanja. Po usposabljanju, če so zadovoljni z njimi, da lahko pridejo lažje tudi do zaposlitve. Z otroci pa preko projekta Večnamenski romski center, sicer se ta projekt septembra žal zaključuje, do konca projekta bo izvedenih 100 delavnic in 150 aktivnosti, tako da bi se iz tega mesta tudi rada zahvalila gospodu Marku Lemajiću, ki je skrbnik moje pogodbe in nam je vedno bil pripravljen prisluhniti, prilagoditi zadeve tudi našim zahtevam, kajti mi smo tisti, ki dnevno na terenu delamo z Romi in včasih tisti, ki iz pisarn določijo kriterije, postavljajo pogoje ali ne vem kaj še ostalo, niso toliko v stiku z njimi in mi vemo, da je včasih vsebino treba malo prilagoditi tem otrokom, ženskam, mladostnikom, ki prihajajo iz romskih naselj. Vi ne rečete Romi pa ne Romi, vi rečete Romi in večinsko prebivalstvo, zato da... Tako je, malo se mi ta beseda ne Romi ne zdi, ne vem kako lepa, ker pač človek je človek, če je človek, ne more pa biti ne človek, če ni človek. Če si predstavljate, kako je bilo 30 let nazaj, recimo, ali pa še malo manj, ko ste vi prišli v Slovenijo, bi si želeli, da bi imeli takrat takšne pravice, kot jih imajo danes otroci, da bi bili na takem, vi niste imeli te sreče, ne? Seveda bi si želela, ker mene ni imel kdo usmerjati. Recimo, jaz sem otrok nasilja v družini in že pri 16 sem morala zapustiti družinsko gnezdo, tako da mi ni bilo vseeno. Ampak kljub temu nisem obupala in glede na to, kakšno je stanje bilo takrat na Hrvaškem, da sem že v zgodnjem otroštvu začutila to diskriminacijo. Jaz sem na Hrvaškem obiskovala osnovno šolo, kjer so pač Romi imeli ločen vhod. Ločen vhod? Ja. Vi ste hodili kje vstopali v šolo?
iz večinskega prebivalstva otroci so stopali čez glavni vhod, otroci pa čez kurilnico. Čez kurilnico. Pisalo je na vrati, še danes se spomnim, kotlovnica. In potem, ko smo prišli not v stavbo, z desne strani so bile garderobe, WC in tudi tuš kabine, da so lahko nekatere otroke, ki niso imeli pač možnosti, da bi se doma stuširali, jih tam pred tudi poukom umili. umili. Pred poukom, tako je. In potem ste se srečali s svojimi sošolci Recimo, jaz sem bila od samega začetka pa do 4. razreda osnovne šole edina Rominja v razredu med otroci iz večinskega prebivalstva. In potem so me v 5. razredu smo dobili še učence Rome, so pa bili tudi razredi, da so samo romske otroke imeli v razredu. Kako to, da vi niste bili v takšnem razredu, da ste bili z ostalimi, ki so bili iz večinskega prebivalstva? Ne vem, jaz sem imela učiteljico v osnovni šoli, ki je nekako začutila to neko posebnost mene in so se odločili, da me ne bodo dali tam. Bila je pa zelo dobra do mene, celo skrbela je za to, da nisem prihajala v šolo lačna. Takrat, ko je sebi recimo za malico kupila rogljiček, vedno je imela v torbi tudi rogljiček zame in mi je med odmorom prinesla, ker je vedela, da sem vedno nekje od zadaj bila sama. Nisem imela veliko prijateljev, ker ne vem, tudi če si sprejet v družbi, vseeno je nekako podzavestno v tebi tisto, zdaj bodo pa, ko bodo izvedeli, kdo sem, kaj sem, pa mogoče nekateri otroci se tudi norčujejo iz romskih otrok. Ti ni vse eno. Še vedno se počutiš nekako, ne vem, zadržanega. A je ta občutek ostal v vas do zdaj ali ste potem kasneje dobili toliko sprejetosti od raznih ljudi, da ste se sprostili, recimo tudi v tem trenutku, jaz nisem Romkinja, ne? Ali ste sproščeni recimo pred mano ali čutite tisti zadržek, nisva isti, vi, ne? Zdaj razen malo treme pred kamero, ker vem, da se snema, se ne počutim nič drugačne. Jaz se počutim zelo sprejete v družbi, tako da nimam nobenih težav. Me pa stisne, ko preberem kakšen članek, da se je kaj takega zgodilo in takoj odprem pa, ne da so Romi, ker potem slaba luč leti na vse nas, ne. Problem je to, da tudi mediji izpostavljajo te negativne zgodbe o Romih na tak način, da ne omenjajo z imenom ali priimkom, kdo je naredil kako kaznivo dejanje ali karkoli, kakšen prekršek, ampak v celoti poimenujejo Romi, ne. In to ni lepo, ker če se iz večinskega prebivalstva zgodi kaj takega, vemo, da je to posameznik, niso vsi Slovenci krivi zaradi tega in dokler tega ne bodo razčistili, mislim, da se bo to v družbi še vedno dogajalo. A vi mislite, da bo večni razkol, recimo, saj tu gre za Rome, tu gre tudi za druge skupine, bomo rekli, drugačnih oziroma nevečinskega prebivalstva, ne, raznih skupin. Mislite, da bodo večni razkoli ali da mlajše nove generacije prinašajo manj diskriminacije, več občutka spoštovanja, enakovrednosti, enakopravnosti in tako naprej? Ja, to bo v veliki meri odvisno tudi od posameznikov Romov. Recimo, če se bodo oni odločili za to, da bodo postali enakovredni vsem ostalim prebivalcem v naši državi, potem bo to čisto drugače. Če se bodo odločili, da bodo pa živeli tako, kot so nekoč njihovi predniki živeli, pa da bodo zaradi tega spet deležni različnih stereotipov in nesprejemljivosti, potem se bo to večno dogajalo. Torej, vi odgovornost dajete tudi na romski del prebivalstva, koliko se bo prilagodil, spremenil, izobrazil, katero besedo bi uporabili? Jaz mislim, da spremenil, pa izobrazba je itak največjega pomena, ker če si ti izobražen, potem imaš večje možnosti za vključevanje v družbo, kot pa če ti nimaš niti osnovne izobrazbe končane in si potem obsojen na neko getoizirano življenje v tej skupnosti. Ja. Kaj bi vi rekli, Nataša, kaj je poslanstvo Romov? Kaj je? Ali lahko posplošiva, lahko dava eno rdečo nit, kaj nasplošno je poslanstvo Romov, ali to težko? Kot da bi rekli, kaj je poslanstvo Slovencev. Mislim, ni čisto isto, ampak... Zelo težko, ker je odvisno veliko od posameznika. Ker, ne vem, mislim, jaz sem v svoji glavi sebi zadala cilj, da moram uspeti, da ne bom ostala pri tistemu, kar sem prinesla sabo iz Hrvaške, recimo, da sem prvi letnik srednje šole končala in potem postala mama.
da bi tam ostala, ampak sem se odločila, da bom nekaj naredila iz sebe. In jaz mislim, da vsi, tudi mi Romi, kot vsi ostali otroci, moramo imeti nek cilj, moramo ugotoviti v sebi, kaj si sploh želimo narediti iz sebe in potem je vse lažje. Veliko lažje je pa to, če imaš ob sebi take ljudi, ki te spodbujajo, ti pomagajo, vidijo v tebi sposobnost, tako kot je recimo v meni to videla moja sedanja šefica in vedno znova me spodbuja. Eno izobraževanje končam, že mi reče, bo šla še tega, pa čeprav rečem, ne bom, ker mi ne bo uspelo, pa boš, mi reče, in taki ljudje so ti zelo velikega pomena. Ja, in to predstavljate tudi vi, recimo vsem ostalim, ne, s katerimi... Jaz iz svoje zgodbe izhajam velikokrat, da tem mladim puncam v srednji šoli razglabljam, če je treba 100-krat to svojo zgodbo in jim ponavljam, ne bodite tako, kot sem bila jaz, vi imate zdaj možnost. Imela sem tudi primer, ko je ena srednjošolka čisto obupala in se obrnila name in je rekla, jaz ne bom več hodila, pa sem rekla, ne smeš tega delati, saj ni vse tako črno, kot izgleda, boš videla, da ti bo uspelo. Čez nekaj časa me je na parkirišču trgovine srečala in je rekla, Nataša, uspelo mi je, hvala ti. Zdaj je maturo naredila, se je vpisala še v nadaljnje izobraževanje, tako da sem zelo ponosna, ko vidim, da se da iz njih nekaj narediti, ampak rabijo nekoga, ki bi jim pač bil nek veter v hrbet, da bi šlo naprej. Ja, zakaj recimo je, če tu spet posplošujem, čeprav ne rada posplošujem, ampak ne morem drugače postaviti vprašanje, ampak zakaj potrebujejo ta veter v hrbet, zakaj jim je težko hoditi v šolo, recimo zaključiti, pa se ne govorimo o fakultete, ampak recimo osnovno, morda srednjo šolo. Kaj je tu? A je preveč nečesa divjega, nemira, ni vizije naprej, ni možnosti za potem kasnejše pridobivanje služb? Kaj jih zadržuje pri tem, da bi si želeli zaključiti šolo? Dejavnikov je več. Recimo tudi odvisno, iz katerega romskega naselja prihaja otrok, iz katerega okolja prihaja. Skratka, okolica. Če primerjamo romsko naselje iz Prekmurja pa romsko naselje iz Dolenjske, tukaj je že zelo velika razlika. In pri nekaterih starših ni vrednota izobraževanje romskega otroka. Pri nas je to čisto drugače, ker če je eden pozitiven vzorec v naselju, je že to velik uspeh, ker se bo drugi spet zgledoval po tistemu in bo želel doseči tisto, kar je prejšnji dosegel. Tako da to vidim tudi pri urejanju teh bivalnih razmer, da nekako konkurirajo med sabo, kdo bo boljše imel, kar mene zelo veseli, ker jim je to neka motivacija, da potem iščejo tudi zaposlitev, delajo za to in tudi drugače gledajo na sam mir v naselju, da ni več tisto, kot je nekoč bilo, da bi recimo bilo preveč hrupa v naselju, pa ne vem še kaj. Najdejo se posamezni primeri, ampak ni več v taki meri, kot je to nekoč bilo. Potem je pri otrocih tudi to, recimo, da če so oni že v začetku diskriminirani, nekateri otroci prihajajo iz takih družin, kjer nima niti osnove bivanjske razmere urejene, da živijo brez vode, brez elektrike in če so otroci neurejeni, sami vemo, kakšni stereotipov so lahko deležni. In že to je tisto, kar recimo odbija. Če nekdo nekomu reče, ti pa smrdiš, ne bom se igral s sabo, definitivno, da ne boš več imel voljo v tako družbo, če se čutiš, da nisi sprejet. Ja. Koliko je ostalo še teh obredov, te tradicije romske, recimo tudi v Sloveniji? Jo oživljate, jo živite? Pri nas v našem romskem naselju nekako še probamo ohranjati to tradicijo ob različnih teh praznikih, drugače smo katoliki. Kaj to pomeni, da hodite tudi v cerkev? Pa ne tako, da bi zdaj vsako nedeljo viseli tam, ampak hodimo, ko je pač to potrebno, ne pa pravim tako, da bi zdaj vsak teden tam bili. Ob veliki noči, recimo ob Božiču, tisto zelo na veliko praznujemo, se srečujemo, družine zberemo na kupu, tako da potem je priložnost, da tudi če se celo leto ne vidimo, smo nekako ob tistem dnevu vsi skupaj pozabimo na vse zamere in gremo v novi jutri brez nekih večjih zamer. Dejansko je tako? Ja, res je tako. Ker to je duh teh praznikov, ampak dejansko je tako, se pozabijo zamere, se takrat nekaj razreši in... Tako je, in potem gremo dalje, se spet pogovarjamo, družimo tako, kot smo se pred določeno zamero, recimo. Dokler ne bo
razčiščeno, da smo vsi ljudje in da... Če bi prišlo do večjih porok? Saj pri nas je veliko zdaj taki, da so mešani pari, da recimo romski fantje imajo punce iz Večinskega prebivalstva. Pa družine tudi? Ja. Tudi družine. Pa se to recimo dobro obnese, dobro obdrži? Katera tradicija potem prevlada ali se to obe tradiciji potem združita? Združita se obe, tako da se pač, ne vem, prilagoditi se moraš vsaki družbi, tako da se oni tudi prilagajajo. Ja. A vam je še ostalo toliko tistega plesa, petja, glasbe, ognja? Ali je to, tega ni recimo v, ne vem, v naselju ali pa v kakšnih priložnostih? Vse to še vidi? Saj ta temperament nikoli ne bo izginil iz nas, ker mi se pač s tem rodimo in to bo večno ostalo. To je v krvi vaši? Tako je, to je v naši krvi. Je pa res, da kar se našega naselja vsaj tiče, manj teh glasbenikov, kar zelo pogrešamo, nekoč je bilo več tega, ampak ni rečeno, da ne bodo naši otroci, vnuki nadaljevali s tem. Ja, ja. Sej, nabrali ste si pa v bistvu ogromno delovnih izkušenj. Sem rekla, vi ste bili tudi v svetu romske skupnosti zaposleni. Ja, tako je. Tisto je bila moja prva redna zaposlitev. 4 leta sem bila tam zaposlena, je pa bila ena od mojih slabših izkušenj, ker sem morala svoje pravice poiskati na sodišču, kar me je zelo prizadelo, ampak nič hudega. To me je naredilo še močnejšo, da sem potem iz tistega okolja odšla v okolje, v katerem sem še danes in pač uživam v svojem delu in ni lepšega, če ti uživaš v tistem, kar delaš in da te tvoja služba veseli. V takih primerih pa potem ni tako enostavno, da bi prišel praznik in da bi se pogodili oziroma da bi našli spet neko skupno besedo. To pa niso enostavne stvari, ne? Ja, tukaj je več ali manj bil denar v ozadju in v takih primerih pa je res težko pozabiti, ker težko je, ko te drugi izkoriščajo, še težje pa, ko te tvoj lasten narod izkorišča in potem dokazati moraš to na sodišču. Kako ste šli skozi to kot ženska, kot človek? Ni mi bilo lahko, zato ker se veliko še danes pozna na mojem zdravstvenem področju. Ampak pravim, to je zgodba, iz katere sem se marsikaj naučila. Še bolj pa spoznala, da ni denar vse, kar potrebuješ za življenje, da je veliko tega, kar je, ne vem, se ne da kupiti, se ne da stehtati, izmeriti, dati številke. Točno tako, ja. Zame je največje bogatstvo to, ko srečam otroke na ulici, pa mi rečejo, kdaj bomo pa šli na izlet, kdaj bomo pa to naredili, kdaj se bo tabor začel. Da, ko mati vpraša majhnega otroka, 3 leta starega, poznaš to teto? Ja, to je pa ta teta iz tabora. Take zadeve mene veselijo in to bom delala še naprej, dokler bom lahko. Ja. Nataša, kako gledate na usodo? Kaj vam to pomeni? A se kdaj ukvarjate s to besedo oziroma jo doživljate v svojem življenju? Ja, velikokrat, zato ker včasih, ko se s sestrami pogovarjam in glede na to, jaz sem drugače drugi otrok med 5, imam še 4 sestre. In včasih, ko se ozrem nazaj, kaj vse nas je doletelo v življenju in kje smo danes, rečem, usoda je hotela tako in jaz mislim, da nas bo usoda tudi naprej vodila. Ja. In jo znate slišati. Tako je. Ja. Torej, vaše poslanstvo, vi, za razliko od recimo mnogih Romov, ki imajo ogromno otroka, ne, vi imate v narekovajih rečeno samo enega sina. Samo enega. Ampak imate ogromno drugih otrok. Tako, jaz imam otrok iz naselja, od sestre recimo, starejša sestra je tudi babica pred kratkim postala, tako da jih imam na kako urico, 2, potem pa spet grem. Ja, no, ampak hotela sem reči, da vaše poslanstvo, da vas skrbite za otroke iz cele skupnosti, da pridejo na morje, da grejo na izlete, da se izobrazijo, da jih podprete. Pravzaprav imate eno tako vlogo vzgojiteljsko oziroma podporno, hraniteljsko. Želim si, da bi čim več otrok, čim več šlo ven iz naselja, zato ker v romskih naseljih ne bodo nič
spoznali, ne bodo imeli občutka, da obstaja tudi drugačno življenje, zato jih motiviram, da se vključujejo v različne delavnice, da grejo na različne izlete. Letos smo tudi prvič organizirali izmenjavo preko Erasmus projekta z Hrvati. Tam se mi je javilo 5 mladostnikov, 29. grejo na morje na Hrvaško in zelo vesela sem, da so se odločili za ta korak, čeprav so vprašali, zakaj pa ti ne greš z nami. Rekla, povsod pa jaz ne morem biti, tako da je to tudi velik plus. Kako ste pa vzgajali svojega sina, tudi dosti široko? Pač odraščal je zelo skromno, ker takrat, ko še nisem imela službe, ni bilo takih možnosti, kot jih recimo imam danes. Sem ga pa naučila, da mora za vse tisto, kar želi imeti v življenju, oddelati svoje, da potem tudi plačam za to pošteno in vesela sem, da že od 18. leta starosti pridno dela, je po terenih, selijo se iz države v državo, spoznava tudi svet na ta način. Včeraj je šel na Hrvaško, tam delajo. Pred kratkim se je vrnil iz Tirola, iz Avstrije. Delali so že v Bolgariji, Romuniji, na Češkem. Tako da me tudi to veseli, da imam možnost spoznavati tudi to življenje izven Slovenije. Je lepo je slišati, da stvari vendarle se premikajo, grejo naprej, se razvijajo in da ima smisel to, kar delate, ne? Da to ni zato, da pač zaslužiš za tisto plačo, ampak dejansko, da se stvari spreminjajo na celi črti. Ja, in jaz mislim, da bi, glede na to, da sem tudi v lokalni politiki, zdaj sem že drugi mandat predstavnica Romov v občinskem svetu Lendava, mislim, da bi bilo potrebno malo več posluha imeti za reševanje te problematike. In edino, če bomo prisluhnili eden drugemu, bomo lahko tudi določeno težavo odpravili, ker sama ne morem spremeniti stvari čez noč, tu moramo vsi skupaj z roko v roki sodelovati, da lahko izboljšamo ta razvoj romske skupnosti. No, saj vi ste bili zelo aktivni tudi na kulturnem področju, ne? Ste igrali tudi v filmu Šanghaj? Tako je. Ste plesali? Ja, jaz sem imela plesno skupino v sklopu prvega romskega društva, ki je bilo ustanovljeno v občini Lendava, Romano Ilo. Tam sem plesala 18 let skoraj. Potem sem statirala v filmu Šanghaj Marka Naberšnika in trenutno sem izbrana za eno manjšo vlogo v filmu Dedek gre na jug. Vinčja Vokanžlovarja. Tako je. Kakšno vlogo imate? Ja, ciganke najbrž. Ja, v tem filmu igram Vladovo ciganko. Pač ta vloga mi mislim, da pisana na kožo, tako da so se odločili zame in nekaj je že bilo posneto v romskem naselju v Kamenci. Drugi del nas pa čaka v Makedoniji septembra. Pa vi igrate ali dejansko to ste? Mislim, morate odigrati to ali se samo malo sprostite? Pa samo se malo sprostim, ker nič takega, mislim, ni, da ne bi vedela, kako in kaj se to dela. Tako da mi je to še dodaten plus in zelo vesela sem, da so me povabili k sodelovanju. Da lahko sodelujem s takimi ljudmi, s katerimi pač ne moreš vsak dan biti v stiku, v kontaktu. In včasih, ko pridem domov, pa malo zavrtim film nazaj, pa se mislim, jaz sem bila z igralci profesionalnimi skupaj. To je... In tako legendo, kot je recimo Vinči Vokanžlovar. A ste ga kaj tudi uvedli v ta ciganski svet? Se pravi, ste mu kaj razložili, ste mu kaj, mislim, razlagate najbrž ne, ampak ste mu pa pokazali kaj svoje krvi? Nisem, ker ni bilo časa, ampak mislim, da bo več časa, ko se bo ta naslednji kader pač snemal in da mu bom lahko. Spoznal je pa življenje Romov tam v tistem romskem naselju, ker so tam s celotno ekipo, mislim, da 3 ali 4 dni so bili v Prekmurju. Ko ste pri 15-16 pribežali v Slovenijo, ste si predstavljali, da boste imeli takšno življenje, da boste čez toliko let sedeli na sedežni garnituri in pripovedovali o tem, kaj vse ste naredili za romsko skupnost? Nikoli, ne. Bila sem taka, da sem zelo rada že prej pomagala, ampak nikoli si nisem mislila, da bo moje poslanstvo tako, da bom res
lahko pozitiven vzor in da bom lahko na tak način pomagala še ostalim Romom. Je lepo. Upam, da gre samo še naprej, oziroma da bodo uslišane in tudi, da bo čim več ljudi dojelo, da se da spremeniti, če se stopi skupaj in če se dela na tem, ne? Aktivno. Da se veliko, samo kot sem že na začetku omenila, če bodo imeli svoj cilj, da bodo res vedeli, kaj si želijo in tudi za to nekaj naredili, se obetajo velike spremembe. Ker če pogledamo, koliko je že izobraženih Romov, če primerjamo Prekmurje, pa tudi drugod po Sloveniji, ampak da se ne govori o tem, je to že velika stvar in veliki premik. Ja, vi ste tudi delili na socialnem omrežju zgodbo, kaj ne rečem, sokrajanke ali kolegice, ki je spregovorila o tem, skozi kaj vse je morala iti. Ampak danes je ugledna zdravnica. Medicinska sestra v Zagrebu je, ja. In je moja daljna sorodnica tudi, živi v isti ulici, kot sem jaz živela v romskem naselju in res je občudovanja vredna. Zato, ker tisti, ki se ni spopadal z takimi težavami, nikoli ne bo razumel, kaj to pomeni, ne? In najlažje je nekoga na začetku že obsoditi zaradi tega, ker je pač po narodnosti to, kar je. Ne postavi se pa v njegovo kožo, da bi vsaj malo razmišljal, kako se pa počuti, zakaj je prišlo do tega in kako premagati vse to, pa iti naprej kapo dol za take. Ja, za take posameznike, ki vlečete naprej tudi ostale. Hvala, Nataša Horvat. Hvala tudi vam. To je bila romska aktivistka Nataša Horvat.